Živijo. Ok, dajmo odgovoriti na naslednje vprašanje. Odgovor bi rada razdelila na dva dela, ker menim, da je fajn, da najprej razumeš osnove, kako cepivo deluje, zato da razumeš na nek način odgovor na to vprašanje. V uvodnem delu bi rada še na hitro naslovila nekaj vprašanj, komentarjev, ki so se pojavili v prejšnjem filmčku. In sicer začnimo s prvim, nošenje maske. Ja, masko moram nositi, zaradi tega, ker je mandatorna za moje delo v laboratoriju. Ko prestopimo prag laboratorija, je ilegalno, če ne nosiš maske. Na vseh površinah, tudi če sem sama. Druga zadeva, to je mandatorno po celem New Yorku, kjer nosimo maske že od prejšnjega marca in je mandatorno. In ponovno je ilegalno, če je ne nosiš na javnih mestih, v mestu pa še tudi na ulicah. Dobro, gremo na naslednje. To, kar razlagam, so osnove. Kar govorim, kar boste danes slišali in kar ste slišali, so osnove, osnovni zakoni, ki jih poznamo, ki so znani in ki jih lahko razlaga vsak znanstvenik, ki zna brati strokovne članke, jih interpretirati, povzeti in podati informacijo v laičnem jeziku. Tako da zato ne potrebuješ dolgoletnih in dolgoročnih izkušenj na tem področju specifičnem, ampak samo, da imaš čas in voljo, da to narediš. Druga zadeva, oziroma zadnja zadeva pa je, da govorim o znanstvenih faktih. Vse to, kar vam povem, dejansko temelji na faktih, ki so znani, ki so temelji, ki se jih učimo že v prvem, drugem, tretjem letniku faksa, niti ne na doktorskem študiju, ki so nekako osnovni, enako kot veste, da je Zemlja okrogla in da ni ravna, in enako kot veste, kaj je gravitacija, in verjetno je nekateri ne razumejo, ampak lahko razumete, da obstaja. Evo, to je eden izmed dokazov, naprimer. Ok, in na enak način vam bom povedala fakte, ki jih poznamo glede mRNK-ja in fakte, ki jih poznamo glede cepiv in tako dalje. Ok, dajmo začeti z prvim delom.